ali kje je zdaj to sploh? Zdaj moram pa jaz to možu že povedati. A ja, a mož še ne ve. Dobro jutro. Ta prva postaja Ljubljana, zato ker je Audi v Slovenijo pripeljal to novega A6. Gospa, tole pa ni za en kamer. V glavnem Audi je pripeljal v Slovenijo to novega A6, ker to zaključujem, če odsajt bom naredil še nekaj zelo zanimivega, če pa ne, piči pa direkt v Gorico. Zato ker bomo jutri za Primpi snema nadaljevanje tistega, kar smo počeli v Singapurju in to je to za danes. Reč kar čaš, ampak tole pa malo narodno. Sta se pa dva karavana najdla, to je pa tudi zanimiv. Upam, da je za vse ok. Sta pa kar dobro počne. Rekva si jih lepo vrsto postavili. Zanimivo je to, da recimo tudi vrata, če jih pogledamo praktično. Evo tiskovke, konc, zvedel sem par zanimivih stvari, sončne špegle, nucam, ključe od avto tudi imam, steljen se bom odpeljal, gremo se kaj naučiti. Kva, ćemo z detajli začeti. Saj sam enega pokažem, pa bom dal pa mer. A vidiš tole obliko? Ti je kaj znana? A veš, to je tist, ki proba znamka, dizajn, elemente iz zunanjosti prenesti tudi na notranjost. Zdaj, ta prvi feeling pri tem avtu, ko ga jaz dobim tukaj za volanom, je malo športen. Malo zato, ker imaš S-Line opremo, spodaj preseken volan, malo pa zato, ker sem na Drive Selectu tako izbral športen program, samo zato, da vidim, kako se avto naslonil v wing. Ne moram pomagati. Zvočnost desnitev, top, avto je odlično sestavljen, feeling tukaj noter, visoko tehnološki. Ok, zdaj pa mene že malo zanesel. Pejmo najprej čist na začetek. Leto 69, takrat je Audi ven butnil Audija 100. To je bil njihov ta prvi avto v C-segmentu, zgledal je pa takole, pa zraven pokažem še drugo, tretjo pa četrto generacijo. Fletn videti takole eno familijo na kupu, ne? Drugače pa v primerjavi s prejšnjim je A6 v vse smeri mečken večji, ne dost. Je pa med osje daljši za centimetra pa pol, ampak te najbolj pomemben podatek, kar se tiče mer kabina. Tukaj noter je pa za 2 cm več placa, predvsem v dolžino, to se pa že malo pozna. Kar se dizajna tiče, tukaj si mora vsak ustvariti svoje mnenje, to je jasno, sem pa zvedel ena zanimiva stvar zdaj na tiskovki. A veš, ta nov A6 ima, predvsem, ko pogledaš bok tukaj na strani, kup enih ravnih ploskov. Boj, da bojo najbolj veseli avtokleparji, ne, ker tako zadevo skup spraviti pa popraviti, če je kaj butnanje veliko težje, kot če imaš eno ravno plosko. So pa oblikovalci to naredili samo zato, da se bo avto lepš staril. No zdaj pa, da ne zabluzim preveč, pejmo na hitro čez vse te glavne stvari, ki jih moraš vedeti v A6. Za začetek bojo na voljo 3 dizelski motorji 150, 170 ali pa 210 kW. Bencinarja 180 ali pa 250 kW, te dva prijeta v začetku 2019, pa istega leta, to sprav 2019, prije tudi 163 konjski dizel. Čisto vsi A6 bojo opremljeni z avtomatskim menjalnikom, cene se začnejo pa pri 55 jurih. Na mimogrede začela se je tudi predprodaja za Avanta, od limuzine bo dražji za tam 2 ure pa pol, v Slovenijo prije pa konec septembra oziroma začetku oktobra. Pa pojmo še malo v kabino, to se pravi, tukaj noter je, no evo, digitalna instrumentna plošča, tukaj imaš dva velika zaslona, na enem imaš, v tem primeru imam recimo kamero, poglej. Mislim, kameri, tukaj gledam rikverc, to je pa 360 stopinjski pogled, lej, kako fauš sem parkiral, o, bog pomagi. Tukaj spodaj pa rihtaš klimo pa druge stvari. Načeloma, tak sistem, pa tako postavitev poznamo že za 7 pa za 8. Prej gremo drugo vrsto, vidiš, ta linija, vidiš, se imenuje tornado linija. A veš, pri dizajnu se mora uporabljati take zelo atraktivne izraze, da vse skupaj izpade še malo bolj šarf. Zdaj, kar se tiče prostora tukaj v drugi vrsti, jaz sem velik 1,75 m, to vsi vemo, to pomeni, da imam praktično v vsakemu avtu dovolj prostora. Je pa gospod, ki je predstavil ta avto visok tam blizu 2 metrov. In tudi on pravi, da tukaj zadnji sedi brez, da bi z glavo praskal pod stropom. Tudi to je dober podatek. Pa konkreten avto ima 4-consko klimatsko napravo, tudi tukaj je neko površino občutljivo dotik, to se pravi, ni nobenih gumbov, vidiš, takole se vse skupaj regulira. Kufer tam pa 530 litrov, točno toliko kot prej. Pa še ena stvar, na voljo 4-kolesen krmiljenje. Zakaj prije prav pri tem avtomobilu? Mogoče ne toliko zaradi vozne dinamike, kot zaradi tega, da A6 je dolg, koliko? 5 metrov pa drobiš in to pomeni, da ti vsaka prednost pa okretnosti prav pride. Obračalen krog pri tistem avtu, ki bo opremljen 4-kolesnim krmiljenjem, bo 11,1 metra. Audi A3 mimogrede ima 10,9. Pa tudi na splošno, ko pridemo do tehnike, tehnologije, ta avto je zelo pameten. 39 asistenčnih sistemov ima. Se pravi, ogromno enih stvari, ki ti tako ali drugače pomagajo, lahko zbereš tudi matrične LED žaromete, vsak od njih ima po 32 različnih LED diod, pa pol avto samo regulira, ne, kaj bo osvetljiv, pa kaj ne. Ima pa A6 en čist nov sistem, za katerega priznam jaz do danes nisem vedel. Sistem se imenuje opozorilo ob izstopu. To se pravi, da avto z radarskimi tipali ne nadzira okolice samo med vožnjo, ampak tudi takrat, ki je primer. In recimo, da ti parkiraš ali blizu kolesarske steze ali pa kjerkoli v mestu, kjer je velikega ferkerja, in da ti v trenutku, ko prihaja po levi ali pa po desni kolesar ali pa nekdo na mopedu, se veš, v mestu se dosti dogaja, v takem primeru, če avto zazna možen crash, ti ne bo dovolj odpreti vrat in te potencialno na tak način rešil. Je pa res, da si ti kot voznik ali pa potnik še vedno kralj in boš lahko to potezo overridu, če boš ful močno kljuko potegnil.
Ok, to je to, kar se tiče A6. Pičim na avto broker. Kva ni prevezan, vsi smo prevezani, kva govoriš? Evo mene. Jaz sem pri avto brokerju, Lambo je zaparkiran. No, zdaj pa ni več zaparkiran. Kaj en debil si režim. Hočeš pa drugače se usedeš v Lambo, ta? Tako smo rekli takole, pa takole. Kako ne boš blesal, mi razloži? Kako ne boš blesal? Boš! Lambo, motherfucker, get out! A ja, zakaj sem vzel Lambota? Zato, ker bom posnel teaser, ki si ga verjetno že videl, Komotar minuta driving experience v sodelovanju s Continentalom, zelo fin road trip, ki ga bomo tudi zelo skrbno podokumentirali. 2 dni po Sloveniji, 6.7. oktober. Bolanje. A bil nesramen, če ga ne dam Maza poslušati, a? Evo, dneva bo počas konc. Jaz sem tukaj v Šempetru, pri Novi Gorici, Mer. Vsak čas se kakšen hud avto mimo pripelje, Honda S2 Jurija, črn Megane RS. Kar je fajn. Fajn tudi za zaključek tega vloga. Ajde. 3 bomo zbrali, da se bojo z mano peljali na 2-dnevno turo po Sloveniji z Lamborghinijem, z Mustangom pa z BMW M4. Vesel sem, da se vas je na road trip prijavili, pa seveda tudi pravilno odgovorili okrog 5000 ljudi. Med temi 5000 smo skrbno zbrali 15, ki so prišli v finale. Danes se bom pa s temi 15, sorry, mame glas zapuščal, ne vem še čisto točno zakaj, se bom pa s temi 15 pogovoril in na koncu bomo imeli 3 ljudi, ki se grejo peljati. Z mano, s Kapetanovičem pa z Gregorčičem. Jaz ko mi čakam. Karmen? Halo? Ja? Zdravo, Ciril Komotar pri telefonu. Ja, zdravo. A veš kaj, prosti, kad te motim, sem nekaj smo ti pa vsem pozabili povedati, še preden si šla. Ja, kdaj bi to bilo, ne? Ne, hotel sem ti reči, da si izbrana in se veselim vožnje skupaj s tabo. Se nad se delaš? Ne, čisto zares. Ja, zdaj. Si za, boš imela čas? Kje je zdaj to sploh? Zdaj moram brez pa možu že povedati. A ja, a mož še ne ve. Prosim. Primož? Ja, pri telefonu. Tukaj pa Ciril Komotar. Ja. Daj mi povej, a boš rekel šefu, da ti zrihta en prost vikend? Stari res. Stari res. Noro, veš, da mi rekel. Ja, prosim. Nataša? Ja, Zdravo, Ciril Komotar pri telefonu. živjo. A bi šla z mano na en road trip? Ja, Ja? ja, ja. 6.7. oktober si rezerveri. Ja!